Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa iz Rogaške Slatine, kjer se obeta pravi praznik rokometa oziroma nogometa. Prireditelji zagotavljajo, da bo stadion oziroma tale tribuna v Rogaški Slatini povsem polna. Že kakšno uro pred tekmo je bilo kjerkoli težko pustiti kakšno vozilo, tako da se res pripravlja nekaj velikega. Feto, Iša Krafiju ni v kadru. Omenil sem tudi že Etiena Bugreja, ki danes, tole je zdaj priložnost za Miča Bugreja, ki danes svoje bodoče soigralce torej spremlja s tribune. Že v preteklosti so bili obračuni med Slatinčani in Mariborčani vselej trdi, rezultatsko negotovi. Tole je zdaj priložnost za Božiča. Božič v kazenskem prostoru. Gol Laličlovi. Še 3 minute in Antičev dodatek. Kregar s predložkom. Tole je zdaj priložnost za Pirtovška. Karič za Barišiča, priložnost za Maribor in Prečko je zadev, pa Sudani sam pred vrati, 0:0 ostaja v Rogaški Slatini. Nevaren poizkus Kregarja, neposredno iz kota. Ureš. Zdaj Kregar vrača Lovriču, nevarno je pred golom Maribora. Predložek je bil to. Kakšna minuta je šla zdaj v prazno. Iličić s predložkom, priložnost za Maribor, ostaja 0:0 Sudani. Oskar Drobne, točka proti Mariboru. Zdaj ste jo odščipnili obema slovenskima velikanoma. Kako ste danes zadovoljni in s to kuliso in z vsem tem, kar smo videli na igrišču? Vse smo vedeli že pred tekmo, da to za Rogaško pomeni veliko. Gostovanje Maribora v našem malem kraju. Zato se je klub trudil, da se pride v prvo ligo, da se lahko ponudi tej publiki take stvari. In mislim, da smo danes bili na nivoju in da smo res tekmo odigrali po dogovoru in da je bila egal tekmo in da je zasluženo upisali dodatno točko. Oskar, dobro se zavedamo, da vi nimate nič s pogoji, ampak Mariborčani so se precej pritoževali nad pogoji, da to pravzaprav niti ni bila nogometna tekma. Imate vi kaj dodati v povezavi s tem? Seveda, ko sem bil v Aluminiju, je Zelenica bila kriva že 2 dni pred tekmo. Očitno je tudi zdaj Zelenica kriva, jaz ne vem. Okay. Potem bi, da bo Maribor lahko igral, da ne bodo skozi jokalo v teh Zelenicah, bomo mogli hibride narediti. Apeliram na Nogometno zvezo, da nam v korist Maribora naredi hibride na vseh igriščih. No da jaz se na to nasmejim, si svoje mislim in gremo dalje. Še beseda 2 o naslednji tekmi, znova boste morali malce menjati, takole na hitro Flisa zagotovo ne bo, so misli že zdaj kaj usmerjene na naslednjo tekmo? Lejte, tu zdaj nismo bili kompletni, vprašanje, katero tekmo v prvenstvu bomo lahko še odigrali kompletni, najmočnejši postavi. Tekme se vrstijo zelo hitro. Koga ni, brez tega moramo, mislim, da imamo na klopi vseeno igralce, kateri lahko adekvatno zamenjajo te igralce in naslednja je zopet kvalifikacijska. Ante Šimunža, točka v Rogaški Slatini, težka tekma, borbena. Kako ste na koncu zadovoljni? Vemo, da gre Maribor vsele na 3 točke, ampak glede na pogoje, ki jih je omenil že Josip Iličić, 0:0 na koncu, vaš pogled na vse skupaj. Jaz bi zdaj postavil vam eno vprašanje, to je bila tekma? Zame to ni bila tekma, to je bilo nabijanje žoge, enostavno Dobras ni noben poškodoval in mislim, da to ni reklama za slovenski nogomet.
Pa vendarle še beseda dve o sami tekmi, seveda se je bilo potrebno prilagoditi na pogoje. Vi ste svoje, bom rekel, tiste udarne napadalce pošiljali v igro šele v nadaljevanju, ampak nekako se je zdelo, da vendarle to ni tisti Maribor, ki smo ga gledali v prvih 3 krogih pomladi. Je ravno to igrišče, ti pogoji glavni razlog za to? Jaz mislim, kdo gleda tekmo, pa kdo se malo spozna nogomet, vidi na kaj je to izgledalo. Definitivno bom še enkrat poudaril, ne moremo govoriti o tekmi. To je bilo 90 minut nabijanje žoge, reševanje čiste kože in točko, ki smo osvojili, je zaradi našega karaktera. Kljub temu pa smo na tem igrišču, ki ni primerno za prvo slovensko ligo, bili v določenih segmentih boljši in imeli tudi boljše priložnosti. Ante, naslednjo tekmo bodo pogoji zagotovo drugačni, zdaj z Domžalami doma verjetno odločno na 3 točke. Poglejte, ne bomo zdaj govorili, da smo oni imeli boljše pogoje kot mi. Govorimo o tem, da je igrišče neprimerno za prvo slovensko ligo, če govorimo, da smo v letu 2024. Kar se pa tiče naslednje tekme, bomo najprej premljali to tekmo in seveda, tako kot tudi tukaj, bomo na naslednji tekmi šli na 3 točke, ampak se pravim, dejstvo je, da je bilo z današnjo tekmo velik pokazatelj našega karaktera, kako in kaj si seveda želimo v prihodnje. Gal Kureš, čestitke bom rekel za točko proti Mariboru, je vselej dobrodošla. Danes ste vložili veliko truda. Kako ste zadovoljni pravzaprav z delitvijo točk ob koncu? Ja, če bi nam kdo pred tekmo ponudil to točko, mislim, da bi jo vzel, ampak po končnem razpletu mislim, da bi si zaslužili 3 pike, ampak smo tudi zadovoljni s točko. Kakšni so bili danes občutki tule pred polno tribuno v Rogaški Slatini? Zdelo se je za te razmere pravi praznik nogometa. Ja, res, to je bilo rečeno že pred tekmo, da bo danes res praznik nogometa. Že pred tekmo je bila nekako ta tribuna razprodana, tako da smo vedeli, kaj nas čaka in seveda to je še dodatna motivacija, podpora tudi gostujočih navijačev. Tako da ja. Malo sledi nova tekma zdaj v Koper. Ja, res je. Treba se dobro odpočiti in s treznimi glavami v Koper po nove 3 pike. Josip Iličić, trda tekma, bomo rekli, v Rogaški Slatini, veliko prometa, pa malo zaslužka, kar se golov tiče. Kako ste zadovoljni v Mariboru glede na potek današnjega srečanja s tole osvojeno točko? Se niti ne vem, ali smo sploh igrali nogomet. Jaz ne vem, če se lahko sploh reče, da smo igrali nogomet. Jaz ne vem. Ne vem sploh, kaj ne reče na te pogoje. Meni to ni bil nogomet, to je bilo nabijanje, to je igra z otroci in meni to ni normalno, da jaz pri 36 moram razmišljati o tem, da se bom poškodoval, se ne bom. Kakor sami vidite, pol kolena mi manjka, ker sem enkrat padel in jaz ne vem, če hoče, da bo ta nogomet napredoval v Sloveniji, mislim, da bomo verjetno mogli narediti na temu, da bomo mi sploh igralci imeli pogoje potrebne, da bomo lahko napredovali. Dobro, verjetno govorimo o igrišču, preveč je bilo verjetno popeskano, sicer so gledalci pripravili kar lepo kuliso za slovenske razmere, ampak vendarle tile pogoji, kot pravite, še zdaleč niso takšni, kot bi si jih morda tale praznik, bomo rekli, vendarle zaslužil. Pa ja, mi igramo nogomet zaradi gledalca, tako rečen. Ne pomeni nič gledalci, če mi na igrišču nismo zadovoljni in ne moramo dati vse to, kar znamo. Pač bili smo v nekem lepom nizu. Mislim, da vsak nogometaš si želi igrati nogometa in danes, nažalost, mi se v temu smo se znali, koliko smo se znali, ampak mislim, da ni to, kar smo mi lahko pokazali na zadnjih tekmah. In jaz upam, da se bo to spremenilo, sploh bi rekel za te mlade fante in na tribunah na igrišču, ki morajo napredovati, da gledajo nek antinogomet, mislim, da to ni spremljivo bi rekel, za leto 2024. Josip, bodo pa zagotovo pogoji povsem drugačni, zdaj, ko boste igrali doma, ko prihajajo Domžalčani. Pa ja, pač jaz ne mislim samo za naše igrišče, ampak nasplošno za vse. Fantje, če želimo igrati nogomet, pač to je sestavni del našega poklica igrišče in nažalost vse več se kaže na temu, da nogomet je to, kar smo danes videli, nabijanje dolge žoge, razmišljanje o tem, da se ne poškodujemo in to je meni veliko žalostno. Josip, malce se še, da izkoristim priložnost, posvetiva tistim lepšim zadevam. Vi kažete za res izjemne predstave na začetku te pomladi. Kako se počutite? Videti je, da znova uživate v nogometu. Ja, jaz uživam z vsem temi fanti. Pač.
Dali smo glave skupaj, nekatere strani smo spremenili. Videli smo, da se ekipa tudi v takih pogojih, pač zdržali smo to 0 na koncu, kar je naš bil cilj. Pač, nažalost se nismo mogli ustaviti to priložnost, kot smo si na prejšnjih tekmah, ampak to je nogomet, zdaj se moramo pozabiti vse to skupaj, pač nekako to resetirati, ne obremenjevati se s tem in razmišljati o naslednje tekme.